Ok, otroci, kako ste? Kako se počutite? Dobro. Pričakujete Jezusa? Ok. Dobro, jaz imam malo treme, ker ne vem kako pri tako pomembnem dogodku, da bi vam kaj dobrega položil na srce. Torej, čez nekaj trenutkov boste prijeli svoje srce, svoje telo Jezusa Kristusa. To zadnje leto smo se kar, v bistvu lahko rečemo, da ste se pripravljali 9 let, ste zdaj stari. A je kdo že 10 let? Mi lahko roke dvigne, kdo je že 10 let? Kaj, noben ni 10 let še star? Ok, torej nekaj jih je, ja, ker jaz sem gledal včeraj, malo sem na hitro pogledal, kjer je letnik, zdaj pa nekaj se mi da, da jih je 10. Torej 10 let, v bistvu lahko rečemo, da ste se pripravljali na prvo sveto obhajilo, torej že s krstom, pa potem v družini, seveda doma, starši so z vami molili, pogovarjali se ste, potem pa pri verouku. Morda je že kdo hodil k katehezi dobrega pastirja, sestram Šulinkam, potem pa 2 leti vas je sestra Sabina pripravljala, zadnje leto pa jaz. Torej, če se spomnimo, kje smo se prvič ljubili, a se spomnite, jaz se dobro spomnim, kje smo se mi prvič videli? A se kdo spomni? Na začetku, torej prvi dan, ko ste prišli na verouk. Smo bili pod nadstreškom, ne? Torej nadstrešek je bil tam pri ateljeju, potem smo imeli nekajkrat tukaj v dvorani, pa potem preko Zooma. Torej, preko Zooma smo imeli cel leto skoraj, pa zdaj na koncu smo se parkrat, mislim ne, enkrat smo se živo dobili, ja, pred prvo spovedjo. Torej, o čem smo se pogovarjali, toliko malo, da osvežim, spoznali smo izgubljenega sina, torej dobrega, izgubljenega sina in torej usmiljenega očeta, ki sprejme svojega sina nazaj, čeprav je zapravil vso svoje premoženje, smo spoznavali, kako dober je naš oče, naš Bog, potem smo spoznavali Jezusa in Zaheja, potem pa še okrog Božiča za veliko noč, torej rojstvo Jezusa, pa tudi njegovo trpljenje, smrt in vstajenje na koncu. V bistvu smo šli skoraj čez celi evangelij, nismo tako posebej brali, ampak čez celi evangelij. Torej, potem smo imeli prvo sveto spoved, če se še spomnite, 2 tedna nazaj ste bili prvi spovedi in sedaj 3-dnevnica, včeraj smo zaključili s 3-dnevnico. Jaz vam govorim tudi nekaj o obhajilu, kar pomembne stvari bom rekel, torej kako moramo biti pripravljeni in kako, na kakšen način ga prejemamo. No, zdaj, dragi otroci, če še mi zdaj malo prisluhnete, mislim, da so kar pomembne stvari. Torej, ko bom jaz posvetil hostijo, bo prišel, boste potem prejeli Jezusa Kristusa. In lahko rečemo, da Gal, tukaj imam zdaj Gala, ker ga najbližje vidim, ti, ko boš prišel sem gor, boš na dlan prvo dobil Jezusa Kristusa. Torej, celega lahko rečemo Boga, boš prejel na dlan. In potem, čez en čas, ga boš zaužil tako kot vsak drug otrok in Jezus bo stopil v vaše srce. Pri krstu ste že prejeli Jezusa, lahko rečemo, ko ste bili krščeni, zdaj nazadnje je bil Oskar krščen, on se še dobro spominja in on je tudi prejel, pa mi vsi, Jezusa Kristusa že pri krstu, torej Svetega Duha smo prijeli. Danes pa še boste ga prijeli v neko fizično. Torej, jaz vam priporočam, ko boste prihajali otroci tukaj gor, da ko boste dobili Jezusa na dlan, da ga morda lahko pogledate, da gledate en trenutek, da ni na vse na hitro, potem, ko boste pa ga zaužili, pa se poskusite, kot je pater Primož včeraj govoril, poskusite se mu zahvaliti, poskusite se mu reči kaj lepega za vaše življenje, da ga lahko prejmete v svoje srce, lahko ga tudi kaj prosite, ker bo Jezus Kristus danes na prav poseben način stopil v vaše srce, kot še nikoli doslej. Torej, ko ga boste zaužili, ga res lahko srečate z njim. Lahko se srečate z njim kot prijatelj s prijateljem, pa prijateljica s prijateljico. Torej, z njim se lahko pogovorite. Pomembno je tudi, da kaj poslušate, da se res malo v tišini in poskusite res ta trenutek si shraniti svoje srce, da vam bo lahko hrana za naprej. Dragi starši,
Jaz mislim, da otroci po tem obhajilu sigurno bodo včasih rekli, želim iti po sveto obhajilo, želim iti po Jezusa Kristusa. Pa vem, da ste včasih obremenjeni, pa ni toliko časa, ampak vas spodbujam, da prisluhnite otrokom, pa pojdite k sveti maši, kajti če se dostikrat pol ne gre, se ohladi ta želja v srcu. Zdaj se bo en ogenj prižgal v srcu in ga je potrebno malo vzdrževati. Vam bom prebral eno zgodbo, ker mene se zelo dotaknila, pa mi precej se me dotaknilo. Govori o Katarini. Dogajalo pa se je v Sovjetski zvezi v času komunizma, torej otroci toliko pač ne poznate, pa piše tako: en gospod, prepričan ateist, ima pomembne, torej ateisti, tisti, kdo ne veruje v Boga, ima pomembne funkcije na ravni države. Njegova žena Ana je določena za boj proti religioznemu praznoverju. V družini je bilo vse prav do dneva, ko ju je njuna hčerka Katarina, stara 11 let, torej 1 leto otroci starejša od vas, prosila za dovoljenje, da prejme prvo obhajilo. Torej, hčerka je starše prosila, da bi šla k prvemu obhajilu. Spričo odločne odklonitve staršev, torej starši niso želeli, je legla v posteljo in odklanjala hrano. 3 dni ni pojedla ničesar. Zdravnik, s katerim so se starši posvetovali, je ugotovil, da ji ni nič, ampak ima fiksno idejo, zaradi neznanega razloga ne bo jedla. Torej, Katarina, stara 11 let, ki je že sanjala o piščancu z grahom. A imate radi piščanca z grahom? Ok, jaz tudi. Je dan preživljala v molitvi Oče naša in Zdrave Marije, torej je prosila Gospoda. Na svoj način se je pa v obrazec vključila tole osebno molitev. Torej poslušajte otroci: Sveta Marija, Mati Božja, daj, da bosta očka in mamica hitro popustila. Drugače bom umrla od lakote, po pravici povedano si ne želim umreti, ampak res čisto nič. Torej ni želela Katarina umreti. Toda, če bo treba, bom umrla. Popustila ne bom nikoli. A ste kaj trmasti otroci, vi kdaj? Vse to je normalno. Toda, če bo treba, bom umrla, popustila ne bom nikoli, prosi zame v moji smrtni uri, če bo treba umreti. Vendar bi raje, da spremeniš srce očka in mamice. Rada te imam, nebeška mamica, zaupam vate. Še zadnja stvar. Oče in mati sta skušala pregovoriti svojo najstnico: Katarina, nisi lačna? Torej, hčerka pa je odgovorila: sem lačna, seveda sem lačna, pojedla bi poln krožnik koruze, ki je ni marala. Pojedla bi olupke, ki jih mečemo v smetnjak, toda rekla sem ne in to je ne. Oče in mama sta prišla na čustveno izseljevanje. Veš, kaj pa boš pridobila, če boš šla k obhajilu? Si tako neumna, da verjameš, da je v tej okrogli ploščici Bog, torej v hostiji. Pogoltnila boš hostijo in potem bo tako, kot je bilo prej. Toda s tem boš pokvarila mojo kariero in tudi mamičino. Res mislim, da naj jo sploh nimaš rada. No, na koncu se je potem tako rešilo, da hčerka ni popustila, je prijela sveto obhajilo. Tudi starši so potem bili zadovoljni, veseli. Torej, otroci, jaz vam želim tako željo, da bi vas gorela, kot danes gori v vaših srcih, da želite prijeti Jezusa, da bi imeli to željo v srcu, da bi vam gorela. Torej, dragi otroci, še zadnja stvar. Torej, dragi Oskar, Gal, Heidi, Oskar, Gale, Naomi, Tanja, Iva, Jernej, Žiga, Nina, Žan, Liza, Zoja, Isabela, Patrik, Peter, Anita, Mija, Bine, David, Zoja, Amadej, Zala, Izak, Neža, Urša, Viljem, Po. Bog se veseli danes nad vami, vas ima rad, pa se mu pol res prepustite, da se lahko srečate z njim.
Sedaj bomo malo imeli nekaj posebnega, bomo obnovili krstne obljube. In na takšen način, da bomo tukaj naprej, so ene sveče, vidite, eno srce je tukaj narejeno. Koliko sveče je? Kdo preštel, koliko sveče tukaj naprej? Kaj mislite, koliko je sveč? Torej 28 sveč je. Torej vsaka sveča za vsakega izmed vas. In to svečo bomo prižgali v spomin vašega krsta in obnovili krstne obljube. Torej, ko ste bili krščeni, ko ste bili manjši ali pa dojenček, so vaši starši takrat iz te velikonočne sveče prižgali svečo in zmolili vero v vsemogočnega Boga. Torej, Oskar se zdaj tu spominja, ga omenjam, ker je v nedeljo prejšnjo bil pri krstu in on je tudi lahko skupaj s starši izpovedal, ostali, ko so bili pa manjši, pa niste mogli. In spomin krsta bomo prižgali zdaj sveče in izpovedali vero. Pa bi vas povabil, da vstanemo. Pa bomo se najprej odpovedali grehu. Se odpoveste hudemu duhu, se odpovem. Tudi njegovim delom se odpovem. In vsemu njegovemu napuhu se odpovem. Sedaj bomo pa izpovedali vero v vsemogočnega Boga. Verujete v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje? Verujem. Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujete svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje? To je naša vera, to je vera cerkve, to ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.